Pozdravljeni! Zopet je sreda in čas je za naš običajen tedenski pregled dogodkov, seveda z mojim obveznim komentarjem. Tudi tokrat se bomo ukvarjali s 4 ločenimi sklopi novic. Pri vsakem bom podal moje osebno videnje, moj oseben komentar na vse tiste zanimive dogodke, katere smo jih lahko spremljali v preteklem tednu po raznih medijih, kateri se ukvarjajo s Formulo 1. In seveda skušal bom nekako prikazati tudi tisto, kar se dogaja v zakulisju posameznih dogodkov Formule 1, tako da bomo skušali bolje razumeti, zakaj pravzaprav gre pri tem nam ljubem športu. In kot ponavadi, kolikor bi koga zanimala originalna verzija posameznega članka, dobi bližnjico v opisu. A pojdimo raje na prvi sklop, kajti ta teden imamo res zanimive teme. Na začetku se bomo ustavili praktično na tisti novici, katera je ob snemanju tega posnetka stara komaj nekaj ur. Namreč, če pogledamo na spletno stran f1.com, uradno stran Formule 1, lahko vidimo, da se je vseh 10 ekip Formule 1 strinjalo, dobili so skupen jezik z Liberty Media in FIA ter najavili, da bodo vsi podpisali pogodbo Concord. Seveda tudi mnogi drugi viri, praktično vsi so začeli na to navajati to novico, zato ta na f1.com je samo tista, recimo temu prva, ki je prišla na dan. A pustimo sedaj to pri strani. Namreč pri pogodbi Concord moramo ločiti na 2 specifične ravni tega dogovora. Prvi je tehnično-športni, kateri se nekako dotika pravilnikov, a tu so ekipe praktično že zdavnaj našle skupen jezik. Namreč tako pravilnik športni in tehnični za sezono 2021 kot 2022 sta že objavljena na spletni strani FIA. To še ne pomeni, da sta tista 2 pravilnika dokončna, temveč da v generalnih smernicah so ekipe dobile nek sprejemljiv dogovor. Tista druga zadeva, tista v bistvu bolj pomembna, je tista finančna. Kako se bodo razdelila sredstva, katere Formula 1 zbere predvsem iz televizijskih pravic za prenose dirk. In tu je bilo kar nekaj polemik. Spomnimo se, da je Ferrari v prejšnji pogodbi Concord izposloval tisti famozni bonus vezan na njihovo zgodovinsko preteklost. In seveda, sam sem s tem bonusom nisem preveč strinjal, kajti mislim, da največ denarja mora dobiti tisti, ki je dosegel najboljše rezultate. In seveda tudi Liberty Media s svojim vstopom je naredila kar veliko revolucijo, kar se tiče financ na področju Formule 1. Seveda sedaj imamo tudi finančni pravilnik, kar ni zanemarljivo, a razdelitev tega denarja je bistveno drugačna, kot smo videli v eri Bernieja Ecclestona. Namreč tisti najboljši naj bi dobili manj denarja, tisti malce slabši pa malce več, tako da bojo lažje preživeli te krizne trenutke. In tu je treba poudariti, da je najkrajšo, če so zadeve tako, kot so poročali razni mediji, potegnil Mercedes. Namreč pri Ferrariju naj bi ohranili tisti malce sporni bonus, katerega so izposlovali po prejšnji pogodbi. Pri Red Bullu naj bi bili več ali manj na istem. Namreč tisto, kar bo dobila ekipa Red Bull, bo malce zmanjšana vsota, ampak Alfa Tauri bo dobila nekaj več, tako da če seštejemo obe vsoti skupaj, naj bi bili večinoma na istem. Tisti, ki naj bi izgubili kar nekaj denarja, naj bi bili pri tovarniški ekipi Mercedes. In govorim naj bi bili, kajti jaz in mnogi izmed vas nikoli ne bomo videli, kaj pravzaprav piše v pogodbi Concord. A verjetno pri Mercedesu so dobili kako drugo zadevo, katera jih je prepričala v podpis te pogodbe. Kako, ne vem, videli bomo v prihodnosti, vseeno je treba poudariti nekaj. Kljub temu, da mnogi mediji kritizirajo Liberty Media, kako ne zna ravnati s Formulo 1, kako ni vešča določenih, veščin, katere so potrebne v tem športu,
so podpisali pogodbo Concorde praktično brez velikih polemik, sorazmerno hitro, v čistem nasprotju s tistem, kar smo videli v eri Bernieja Ecclestona. In pojdimo raje k drugih temi. V drugem sklopu se bomo ukvarjali s temo, katera zahteva malce daljši in bolj poglobljen komentar. Namreč na spletni strani Essential Sports 18. avgusta sem zasledil članek, v katerem Iñaki Rueda, tisti glavni odgovoren za strategijo pri skuderiji Ferrari, trdi, da Charles Leclerc je bil sposoben doseči 4. mesto, zahvaljujoč se enemu postanku. In seveda sam sem gledal dirko in nisem bil prav takega mnenja, ko sem gledal tako Sebastiana Vettela kot Charlesa Leclerca. Te hitrosti nisem videl, nisem dobil tega občutka in verjetno tudi marsikdo izmed vas ne. A se strinjam, občutek lahko vara, zato se moramo opreti malce na številke in najprej moramo razumeti, hitrejši od koga naj bi bil Charles Leclerc, da bi lahko na koncu dosegel 4. mesto. In seveda, odgovor je sila enostaven, hitrejši tako od Lensa Strolla kot od Sergija Pereza, obeh voznikov Racing Pointa. Ukolikor pogledamo schematiko postankov, vidimo, da je primerjava nadvse dobrodošla, kajti tako Sergio Perez, kateri je imel strategijo na en postanek, kot Charles Leclerc in Sebastian Vettel so se ustavili v istem krogu. Torej, primerljivo. Če pogledamo, kaj se je dogajalo pred postankom, tam nekje od 20. kroga naprej, bomo vedeli, da ne Vettel in ne Leclerc nista bila bistveno hitrejša od tistega, kar vidimo pri Strollu in pri Perezu. In seveda, to tabelo, katero vidite pred sabo, je treba tudi malce razložiti. V prvem stolpcu vidite številko bolida posameznega voznika, gledamo številki 18, 11, 16 in 5. V drugem stolpcu so zaostanki merjeni od vodilnega v tistem trenutku na dirki, v tretjem stolpcu so časi, ki jih je posamezni voznik dosegel v tistem krogu. In seveda vidimo, da ne Leclerc in ne Vettel nista bila bistveno hitrejša od Pereza. A seveda prišel je tisti fantomatski 29. krog, kjer so se vsi trije naši junaki ustavili. Ker je treba poudariti, da kar naenkrat pri Ferrariju so padli bistveno za Pereza, ukolikor primerjamo situacijo pred postankom s tisto situacijo po postanku. Zakaj so izbrali tako napačen trenutek, da so padli v gnečo, je jasno bolj njim kot meni, a vseeno zopet ne vidim, kje naj bi pridobili nad enim ali drugim voznikom ekipe Racing Point. In seveda, po postanku bi se zadeve lahko drastično spremenile. A če gledamo tisto situacijo od 30. kroga naprej, pa praktično do odstopa Charlesa Leclerca, ne vidimo kakega bistvenega izboljšanja časov. Ne vidimo, da bi bil Charles Leclerc bistveno hitrejši od Sergia Pereza v danem trenutku na progi. Spomniti vas moramo, da je bil zaostanek ogromen in da nekaj desetink v enem krogu v bistvu ne spremeni celotne podobe. Hitrejši bi moral biti tam za okrog pol sekunde ali več na vsakem krogu, da bi Pereza dohitel in seveda prehitel, ter prehitel še vse ostale, kateri so se znašli vmes. Torej, če lahko zaključimo ta sklop, je lahko bil Charles Leclerc četrti na veliki nagradi Španije, seveda, ampak ne s pomočjo strategije. Četrti bi bil lahko z lahkoto, če bi ogromno drugih tekmovalcev pred njim enostavno odstopilo. Drugače samo s strateškim prijemom ne vidim vse te hitrosti, katere so nekateri navajali. In tu bi se rad spomnil na tisto, kar je povedal Sebastian Vettel, objavljeno 16. avgusta na italijanski strani Autosprint. Povedal je, da strategija z enim postankom je bila vredna vsega rizika, ki so ga vzeli, a da bolid SF1000 po hitrosti je tam okrog 10. mesta. In mislim, da nam to pove dovolj.
V tretjem sklopu se bomo pa obregnili ob tisti dogodek, katerega nam je odpisal Valtteri Bottas. 17. avgusta na spletni strani autosport.com ste lahko zasledili njegovo pritoževanje, da na veliki nagradi Španije je zaradi črne zaščitne obleke izgubil 3 kg teže. Kar se sliši izjemno grozno, če tako preberemo samo naslov. A zavedati se moramo kar nekaj pomembnih dejstev v svetu Formule 1. Prva je ta, da Valtteri Bottas ni izgubil 3 kg mišične mase. Izgubil je 3 kg teže, kar se lahko prevede, da je izgubil 3 litre tekočine. In to pomeni, da zaradi toplote in napora se je obilno potil na svojem delovnem mestu za volanom svojega Mercedesa V11. In seveda to, da je vožnja bolida Formule 1 precej naporna zadeva, je znano dejstvo. In sedaj se lahko vprašamo, koliko izgubi posamezen voznik Formule 1 tekočine med neko povprečno dirko. Namreč znano je dejstvo, da v finalnih fazah dirke se je že pogostokrat zgodilo, da je nekdo napravil napako, predvsem zato, ker je bil slabo fizično pripravljen in seveda dehidriran. Pogledal sem malce za nazaj, a ne preveč za nazaj, da bi bili podatki aktualni, dobil članek iz sezone 2018, kjer je lepo zapisano, da v povprečju izgubi voznik med neko povprečno dirko med 2 in 4 kg teže med samo dirko. Torej, tisti 3 kg Valtterija Bottasa so v povprečju tistega, kar naj bi izgubil voznik med povprečno dirko. Nič takega. O tem, da je črna barva, kar se tiče njenih tehničnih lastnosti, drugačna od srebrne, sem seveda že govoril. Termična absorpcija črne barve je sigurno višja od bele oziroma srebrne. In seveda, Valtteriju Bottasu je bilo lahko v temnih zaščitnih oblačilih bolj toplo kot v belih. A to še ne pomeni, da zaradi tega je izgubil bistveno več vode, kot bi jo drugače. Samo tako, da bomo znali brati tiste izjave, ki jih razni mediji omenjajo na svojih straneh. A pojdimo na zadnjo temo, katera je iz tehničnega vidika še najbolj zanimiva ta teden. Na koncu se bomo pa še za trenutek ustavili pri pogonskih sklopih ter teh posebnih nastavitvah primernih za kvalifikacije, katere so večini navdušencev znane kot Party Mode. Nekdo izmed vas, sledilcev in gledalcev kanala Badger's Way, je pritegnil mojo pozornost na članek, kateri je bil objavljen na italijanski verziji spletne strani motosport.com. Franco Nunez je objavil novico 18. avgusta, da je FIA zahtevala do petka 21. avgusta od vseh dobaviteljev pogonskih sklopov, da predložijo sheme poteka električne energije. Namreč pri FIA gledajo varianto, da bi nekdo prelisičil lahko te senzorje, katere imajo vgrajene na pogonskih sklopih in tako dosegel bistveno višjo moč od tistega, kar pravilnik dovoljuje. In tu Franco Nunez navaja, da sporna količina naj bi bila tista, katero lahko porabi MGUK. In tu, kot vidimo na tem izseku praktično idealizirane sheme pretoka energije, je sporna ta količina 120 kW, katero ima na razpolago MGUK. Vkolikor bi lahko prelisičili tisti senzor, bi lahko dobili tu višjo moč na razpolago za tisti kvalifikacijski krog.
Seveda ni jasno, odkot naj bi prišla nazaj energija v MGUK, a možnosti je kar nekaj, če pogledamo shemo. Naprimer skozi tisti MGUH, kateri nima omejitev, skozi kakšne porabnike, sekundarne porabnike, tako na pogonskem sklopu kot na samem bolidu, kjer tudi ni nobenih meritev in nobenih omejitev. Seveda, teoretična možnost obstaja in verjetno hoče FIA preveriti, kaj se dogaja na tem področju, preden bo dala kako tehnično direktivo. In seveda tu bi rad dodal nekaj, kar je meni osebno zanimivo. Tudi sam sem opazil, da na začetku te čudne sezone 2020 so ekipe porabile kar nekaj kontrolnih elektronik na pogonskih sklopih. Bistveno več od tistega, kar bi sam pričakoval na tako sorazmerno malo dirkah, kot jih je bilo še letos. In če pogledamo razpredelnico, lahko vidimo, da pri Hondi so jih porabili kar nekaj. Le eno pri Ferrariju in eno pri Mercedesu. In še to ne na tistih glavnih ekipah, temveč eno pri Williamsu in eno pri Alfa Romeo Racing. Seveda, ta kontrolna elektronika je tista, ki uravnava električni tok, katerega bodo pregledovali pri FIA, in če je kaj narobe, zna biti tudi vezano na ta del, na to komponento pogonskega sklopa. A to, podčrtam, je moje osebno videnje. Kar pa me je na koncu presenetilo, in to zopet ne v pozitivnem smislu, je izjava Michaela Masija, katero lahko dobimo na isti spletni strani motorsport.com, ampak v angleškem jeziku dan kasneje, 19. avgusta. Namreč dotika se iste tematike, govorimo o nastavitvah za pogonski sklop, a tu se izrecno omenja motor z notranjim izgorevanjem. Seveda, različni ljudje lahko vedo različne informacije, nikjer ne piše, da članki odražajo resnično stanje v dogajanju pri FIA, a Michael Masi me je v preteklosti že dostikrat razočaral s tem, ko je podajal izjave, katere so se na koncu izkazale kot rahlo neresnične. A ukolikor članek Nunesa drži, do 21. imajo dobavitelji čas, da predložijo te sheme, ta potek električne energije, in videli bomo, kako se bodo stvari odvile naprej. Toliko o tem, da bomo malce razumeli tudi, kaj se dogaja na tem področju. In to za ta teden je bil zadnji sklop, zadnja tista, po mojem mnenju, zanimiva novica. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.